Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Kot vemo, se je svetopisemsko knjigo Razodetja in smrtjo zadnjega Jezusovega apostola javno razodetje zaključilo. Za odrešenje ni treba vedeti ničesar več. Vendar pa je Bog ostal dejaven na področju prerokb še naprej in se usmiljeno vmešava, kot je to počel v svetopisemskih časih. Bog je vendar živ in še naprej govori. Tako ljudje še vedno doživljajo slišanja in videnja, ki niso namenjena samo njim. Bog še vedno presega okvirje časa in prostora, da bi nas pripravil, opozoril in nam pomagal razumeti, kaj prihaja, da bi nas lahko kar največ odpeljal nazaj v svoje naročje. Prerok Amos piše, da Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služabnikom prerokom. Naš gost je gospod Tomi Horvat, ki je poskrbel za prevod in izdajo knjige z naslovom Opozorilo. Lepo pozdravljeni, gospod Horvat, v naši družbi. Lepo zdrav. Najprej vas vprašam, kako bi opisali čase, v katerih danes živimo, kako doživljate človekov odnos do presežnega, koliko se človek danes sploh zanima za Boga in za presežno? Kaj opažate? Najprej dovolite, da se vam zahvalim za vaše vabilo v oddajo. Moram povedati, da je bilo tudi zame presenečenje, osebno presenečenje, da smo šli v izdajo te knjige, da me je Bog tako nagovoril na nek njemu poseben način. Tako da, če tukaj vprašate za moje mnenje, kako vidim te čase, bi rekel, da opažam seveda dve stvari. Na eni strani je družba ali pa svet, v katerem živimo, zelo vase zagledana družba, potrošniška družba, se pravi, prostora za Boga praktično ni na eni strani. Po drugi strani pa, glede na to, da je sama knjiga tudi na začetku posvečena strani avtorice Christine Watkins, oziroma je prav en odstavek namenjen vsem, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Verjetno tudi sama opaža, da pa je po drugi strani nekje globoko v nas, v vsej družbi, ena velika želja po duhovnem, po duhovnosti, po Božjem, po Bogu. Čeprav se ta želja danes izraža na različne načine, ki niso nujno ravno in ne vodijo ravno v Bogu. In mogoče, ker sem tudi sam nekoč bil iskalec, mislim, da ni tako problem v tem, da ne bi nas želelo, ampak da se tega ne zavedamo, da to ne ozavestimo in da to ne prepoznamo v polni meri. Nas preplavljajo druge, manj pomembne stvari sicer? Tako, to, kar sem omenil, povezano z potrošništvom, z materializmom, z zagledanostjo vase. In kakšna je bila vaša pot iskanja resnice po življenju, po smislu vsega iskanja Boga? Odraščal sem kot v ateistični družini. Pri nas ni bilo Boga doma. Je pa bila ljubeča družina. Ni nam nikoli nič manjkalo v resnici. In mogoče zanimivost je ravno to, ko sem se vozil tukaj proti vam. Po Sokolski cesti sem se spomnil, natanko 30 leti sem v bližini vašega studia imel prvo sobico kot študent. In to je pri 30 leti še kot ateist. In ravno tu v Mariboru sem prvič tako zavestno stopil v cerkev. Po predavanjih me je nekaj vleklo v njo. Ne morem povedati kaj, ker še sam ne vem. Zanimivo je. Ja, neka privlačnost. In v bistvu sem tako parkrat zašel noter, se je začelo meni vzbujati želja, čezdalje večja želja potem, da bi bolj spoznal to, zakaj se ljudje tukaj zbirajo, kaj iščejo, kaj najdejo, kaj jih nagovarja. Tako da lahko rečem, da mi je danes na nek način vrnitev v otroštvo, v navednicah. Ste inženir multimedijev, že več let odgovorni urednik televizije E-Posavje. Kakšen je vaš pogled in ambicije, izzivi na področju modernega načina
komuniciranja? Ja, modern način komuniciranja danes ima res ogromno izzivov. Predvsem v to, da se spreminjajo, če se lahko izrazim stojko, formati. Medijski formati, se pravi pojav socialnih omrežij, družbenih omrežij, spreminja način, potem razni časovni zamiki, mobilne naprave, še bolj kot računalniki, spreminjajo, kako spremljamo medije in tudi na kak način nam mediji podajajo svoje vsebine. Tako da z lanskim letom pa je tu še se začela zelo aktivno vključevati umetna inteligenca, tako da izzivov bo čezdalje več. Predvsem pa vidim, da bo v prihodnosti en veliki izziv povezan z umetno inteligenco, v bistvu to, kar je že celo zgodovino človeško, zdaj pa sploh, recimo, odgovor na Pilatovo vprašanje, kaj je resnica. Se mi zdi, da to vprašanje bo v prihodnosti čezdalje bolj pomembno, sploh pri podajanju medijskih vsebin. Koliko pomena dajete posredovanju tudi pravih duhovnih vsebin in usmeritev, po katerih danes človek tako hrepeni? Ali je dovolj danes ljudem posredovati le dnevne aktualne novice, kar dela večina medijev, ali gledalci in poslušalci v resnici pričakujejo še kaj več? Jaz tukaj lahko govorim kot predstavnik lokalnega medija. Lokalni mediji se malenkost razlikujemo od nacionalnih, ker pri nas ne gre za neko raziskovalno novinarstvo, za posredovanje nekih ekskluzivnih novic, ampak v bistvu je naše poslanstvo informiranje ljudi o dogodkih in novostih v okolju, kjer živimo. V tem kontekstu je pa tudi zelo pomembno, seveda, da se pravi, da poročamo o življenju naših občanov in občank. In v tem kontekstu je del, bom rekel, duhovne izkušnje vernikov in vernic v kraju, kjer delujemo, se nam zdi zelo pomembno, se pravi ob vseh praznikih, da redno povabimo v goste kakšnega od duhovnikov, da nagovori, da malo razloži ljudem, občanom, kaj praznujemo, na kaj se pripravljamo, kakšni so običaji, in na te načine probamo nekako tudi opozarjati na čas, v katerem se v tistem trenutku nahajamo med letom. Zapazil sem nekje, da ste tudi v času COVID krize ljudem posredovali sveto mašo, ne? Ja, to pa mislim, da smo bili med prvimi, ampak ne po naši krivdi. To je bil pa župnik Mitja, ki je zdaj, mislim, da v Šentjurju, ali v Šentjurju, mislim, da je, zdaj ni več na Vidmu, je bil pa pionir tega in v bistvu smo mi hodili k njem se učiti od streaminga do montaže v živo preko interneta. Je bilo zelo zanimivo gledati te njegove maše takrat na začetku, ko je maševal in hkrati imel naprave, s katerimi je tudi mešal sliko vmes in dodajal podnapise in tekste za pesmi, tako da je genialc. Knjiga Opozorilo, torej s kakšnim namenom ste se podali v prevod in izdajo te knjige? Ja, tukaj moram mogoče malo čudno odgovoriti. Ne vem, če sem se jaz odločil, niti ne vem, če sem jaz karkoli sklenil. Ta zadeva se je preprosto zgodila. Ste bili vodeni nekako? Absolutno. Tukaj v bistvu sem ravno včeraj se z ženo pogovarjal, glih o tej temi, če bom dobil to vprašanje, kaj naj rečem. Kako sem sploh prišel do Kristine? Vse skupaj tako zavito v neko, bom rekel, lahko rečem skrivnost, ker se je stvar kar začela dogajati. Absolutno je povezana z mojim obiskom Medžugorja, kjer probam iti enkrat letno za par dni. To pomeni vsaj 2-3 večera, da preživim pri teh obredih, ki se dogajajo večernih. No in se pravi, ob tem sem začel spremljati tudi malo več hrvaške katoliške kanale, kjer sem zasledil v bistvu
reklama je bila za Kyrios, to je hrvaška založba. No in sem potem na YouTubeu našel to avtorico, ki je govorila v hrvaščini o tej knjigi in me je pritegnilo in potem so se začele stvari kar dogajati. Včasih človek mora za kako zadevo se zelo truditi, prebiti ne vem koliko, odstraniti ne vem koliko preprek in vsega, da mu nek projekt pride v fazo izdelave ali pa da zaživi. Tukaj je bilo pa vse od začetka do konca popolnoma vodeno, sploh nisem opazil, da se je to zgodilo, če verjamete. No, mimogrede, kako ste prišli do Medžugorja? To je pa spet nek notranji klic, no. V bistvu sem tudi sam bil otrok v 80-ih letih, ko se je začelo vse skupaj dogajati. Takrat seveda nisem bil tako, sem pa pri stari mami na Hrvaškem zasledil to. Pogovore o tem, ampak sem pač zasledil, zaznal mogoče. Ampak potem kasneje bolj sem tako, rekel, nagajivo ali pa zavedeno, kadar je karkoli bo tema čakal, da bo nekdo rekel, ja, vidiš, to je vse skupaj moderni zdravstveno danes fake, ne. In sem samo čakal, potem še vem, da nekoč je celo papež rekel, da se verjetno Marija ne bi prikazovala ob točno določeni uri, ne. Ampak in s tem namenom sem šel enkrat slučajno mimo Medžugorja. In zanimivo v Medžugorju je to, kar lahko... Ste se hoteli sami prepričati. Tako, ampak mogoče ne še na to, kar vi mislite, ampak bolj se mi zdi, da vedno človek dobi točno tisto, kar želi. To je najbolj, ampak v resnici, kar želi, ne. In prvič, ko sem šel v bistvu si sam sebi dokazati, da je to vse skupaj laž. In točno to sem dobil. Ne? Ker nisem šel odprtega srca, sem šel dol, sem videl štante, sem videl vse tiste ogrlice in svetince. In dva hriba in cerkev. Hriba sploh opazil nisem. Cerkev, ok, greš pogledat, ampak ja, ok, kje je zdaj? Aha, ni. Dobro, gremo domov. In dejansko je trajalo to 2 ure mimogrede, ne. Se je pa v meni v bistvu pol porodila med covidom zelo resna želja. Ker sem bil v bistvu, sam sem zbolel med covidom mogoče 1 teden pred javnim zaprtjem. In še danes ne vem, ali sem imel covid ali ne. Takrat. Pol kasneje sem ga imel še 2-krat, ampak takrat pa nisem vedel. Ampak dejansko sem obležal, ne, in v bistvu vse, kar je bilo, sem lahko gledal YouTube in takrat sem nekako tudi spontano začel spremljati maše, večerne in vse, kar se je dogajalo v Medžugorju. No in takrat je začela zoreti želja, da bi pa mogoče šel enkrat z odprtim srcem dol. In sem potem po covidu že leta 2021 šel tam za par dni in v bistvu se mi zdi, da je tako čudežno ta kraj vplival name, da me je prepričalo vse skupaj. Kaj bi danes rekli tistim, ki še niso bili tam? Kakšna drža je potrebna, če se odpraviš na to pot? Očitno vi ste spoznali, da vendarle potrebna neka priprava, tudi odprtost, ne? Absolutno priprava v tem, da začnemo razmišljati. Ne le radovednost, ali tudi samo radovednost verjetno ni dovolj. Verjetnost ne, čeprav v bistvu nikoli ne vemo, ne. Mogoče, kar me je Medžugorje naučilo, me je v bistvu spravilo na kolena, no, če se tako izrazim. Če sem prej mislil, da lahko vse naredim, če sem prej bil jaz svoj bog, me je dol naučil, da ni pomembno, kaj jaz mislim. Pomembno je, koliko se jaz prepustim in spustim Boga v moje življenje, da deluje skozi mene. Ne? In to se mi zdi je bil v mojem življenju glavni čudež, ki se mi je dol zgodil. Se pravi, da mogoče je potrebno ljudem, ki razmišljajo, da bi šli dol, svetovati samo to, bodite odprti. No? Bodite odprti in opazujte vse okoli sebe, ne? In se prepustite. Pa seveda prosite za milost. Koliko se je kaj vaše življenje spremenilo po obisku Medžugorja, kvaliteta vašega življenja? Ste zaradi tega bolj srečni danes ali bolj uspešni ali ne vem? Ne morem trditi, da sem bolj uspešen. Mislim, da to tudi ni namen tega razvoja. Ali pa srečen pa absolutno miren. To pa absolutno mislim, da lažje prenašam preizkušnje. Katere se mi zdi, da je težko prositi Boga, da ne bi imel preizkušnjo v življenju. Ne? Tudi ena od stvari, katero sem spoznal, katero nikoli prej nisem mogel sprejeti in mogoče je to bolezen današnjega časa, da v bistvu danes trpljenja ne razumemo, niti trpljenja ne sprejemamo, ga celo zavračamo ali pa pred trpljenjem bežimo. Ne? Se mi zdi pa, in to je ena od stvari, katero
mi je razmišljanje ali pa poglobljeno razmišljanje ravno dalo občutiti, ne, kako je trpljenje v bistvu šola za življenje in je ena najbolj pomembnih stvari v življenju, ki se nam zgodi. Ne. In v tem kontekstu sreča, kar je mogoče norost. Kot je veliko stvari v Jezusovi ljubezni skozi oči človeka norost. Ne. Tako da enkrat na leto romate tja? Če Bog da. Spremljate redno sporočila, ki jih daje Kraljica miru? To pa ja, absolutno. Kaj vam pomenijo ta sporočila? Kaj je to za vaše vsakdanje življenje? Poleg Svetega pisma, ki ga verjetno tudi berete, ne? Ja, seveda, prebiram Sveto pismo dnevno. Do sporočil pa moram biti pošten, gojim odnos. Ne moram še reči, kaj mi konkretno pomenijo, ker jih poskušam razumeti. Mislim, da je še ne razumem vsako sporočilo v vsej polnosti. Ne. Veliko lažje mi je, ko to poslušam za nazaj in v sporočila, ki so bile v preteklosti in nekdo razlaga v kontekstu sedanjosti. Mi je veliko bolj jasno, kot pa ne bi se upal trditi, da vedno razumem vse, kar je rečeno v teh sporočilih. Kakšen vpliv ima v vseh teh letih Medžugorje na današnjo cerkev, vernike, pravzaprav na človeštvo? Ja, če mi dovolite, bi mogoče drugače odgovoril. To, kar sem jaz opazil dol. Ne? Ker v bistvu je sploh vprašanje, zakaj hodi dol? Saj Bog je tukaj, zdaj, med nama, če smo dva zbrana v njegovem imenu. Ampak v bistvu, kar je meni posebno v tem kraju, je to, da v bistvu dol je mogoče en redkih krajev na svetu, kjer je res lahko katolik v polnosti katolik. In kjer je v bistvu ta hip neko življenje med brati, kot bi se tako izrazil. Ne. Čutite to veselje, ki ga da Jezus, ki ga podarja. To je enost, željo po pomoči en drugemu, strahu. Prav zdaj nazadnje smo bila s prijateljem dol in v bistvu smo se prav pogledali, ko smo se vračali domov in se nismo ustavljali enih 200-300 km, smo se ustavljali na enem benzinskem servisu. V bistvu smo se prav spogledali, ko smo se vrnili nazaj v ta svet, ker dobesedno, kot da bi se vrnil iz drugega planeta. Je bilo zanimivo opaziti te brezoblične obraze, no? Zaskrbljene ali pa naveličane. Ne? To se mi zdi, to je to, kar daje ta hip Medžugorje vsem nam. Ne? Zdaj glavne želje Kraljice miru, Božje matere, Jezusove matere v Medžugorju so znane. Molitev na prvem mestu, spreobrnjenje, post, pokora, mir, redni obisk svete maše in tako naprej. Kaj od tega vi danes prakticirate, pravzaprav, da ste to res sprejeli s srcem, da vidite, da vam to koristi, da vam to pomaga na tej poti k sreči, k Bogu? Govorimo o teh 5 kamnih, tako imenovanih, ali pa temeljih. V bistvu probam se držati. Ne rata mi vedno, mogoče še, ker sem se prav tako upravljam več funkcij službeno. Poleg tega imam družino, imam še največ preglavic s politjem rožnega venca, pa sem potem videl, da je zelo dober čas tudi med vožnjo, ki se ga da pametno izkoristiti, namesto da poslušamo bodi si poročila ali pa neko glasbo. Tako da v bistvu je treba biti kar inovativen. No. Tako da med vožnjo molite rožni venec? Velikokrat, ja. Velikokrat, ker sem dnevno v avtu. Lepo. Drugače pa, ja, to mogoče ta del, tukaj sem zelo šibek v tem. Pa tudi post vsako sredo, pa vsak petek je tudi kar izziv, no. Je tudi kar izziv. Se pravim, so izzivi, ampak to je bolj izraz moje lenobe, kot pa tega, da bi ne sprejemal. Kako to vpliva na vašo družino, vašo izvirno družino, vaše starše, ki ste rekli, da vas niso versko vzgajali? Ja, lahko rečem, da ste oba dva sprejela vero in tudi jaz se spreobrnila. Zanimivo. Ja, tudi cerkveno poročilo. Tudi? Ja. Kaj pa z vašo ženo, imate otroke tudi? Ja, imamo 2 otroka. Molite skupaj v družini?
Ne skupaj kot cela družina, ampak v bistvu sin hodi v verouku, starejša hčerka je pa že študentka, tako da niti ne živi več v naši skupnosti. Glejte, sporočila o opozorilu, ki so v tej knjigi, spadajo na področje zasebnih razodetij. Kako vi kot praktičen kristjan, katoličan razumete zasebna razodetja, morda tudi odnos uradne cerkve do njih? Ja, osebno razodetje vidim kot v bistvu poseg Boga v ta trenutek zdaj, v ta čas, v katerem živimo, preko izbranih ljudi. Zakaj izbranih? Bog izbere ljudi, preko katerih svojim nagovorom želi sporočiti nekaj vsem nam. Seveda v tem času, ki je, kot smo na začetku rekli, prežet z mnogimi izzivi, razumem držo cerkve, da v bistvu ne moramo za vsa razodetja z gotovostjo trditi, da so avtentična. Ne? Zato se mi zdi, da je to kar modro, da v bistvu tukaj cerkev prepušča posamezniku odločitev, ali ga nekaj nagovori ali ne. Ni pazljiva, sploh ne zelo natančna pri presojanju. Se mi zdi, da je potrebno to, v resnici, ker je v bistvu danes je res tak čas, ko je mnogo prevar, mnogo okoriščanj, predvsem z nekim drugim namenom, ne duhovnim. In v bistvu sploh, če pogledamo na področje, če se lahko tako izrazim, neke duhovne ponudbe, kaj danes svet ponuja, je tukaj treba biti res pazljiv, če hočemo ohraniti avtentičnost izročila, besede, religije. Tako da vi verjamete, Bog je živ? Če ne, je vse, kar govorimo, brez veze. Absolutno. In govori tudi danes. Kaj pa je tisto opozorilo, o katerem tako obsežno pričuje ta debela knjiga? Opozorilo, v bistvu, to je dogodek, ki čaka človeštvo po osebnih pričevanjih mnogih svetnikov, papežev, duhovnikov in laikov. O dogodku, ki nas čaka v bližnji, recimo bližnji, ali pa v prihodnosti. Naj bi se zgodilo tako, da bi, se pravi, to je nek kozmični dogodek. Moramo reči kozmični, ker naj bi trčila dve telesi, kozmični telesi, ki bi povzročili, da dan, 2, 3 ne bo svetloba vidna na Zemlji, da se bo zamračilo in ko se bo pojavil znak križa in skozi Jezusove rame naj nas bi obsijala svetloba. Zdaj, to se lahko sliši kot kakšen znanstveno-fantastični film v današnjem svetu, ampak če vidimo, da identično govorijo mnogi avtori od 16. stoletja dalje, vsi identično opisujejo dogodek. Nekdo je nekoč rekel, da v bistvu znanstveno se ne da dokazati z mnogimi izjavami, ampak če so vse izjave konzistentne, se pravi, da pričajo na enak način, potem je pa že nekaj na tem. In ni glavno bistvo tega opozorila, ni sam dogodek v fizičnem smislu, ko se bo zgodil, ampak je v bistvu ta duhovna komponenta, kaj bo pomenila za človeštvo in kako bo človeštvo ob tem, kako bo vplivala na človeštvo. Tukaj je zelo, se pravi, kaj naj bi se zgodilo, ta Božja svetloba, ki nas naj bi obsijala naše duše in vsak človek naj bi se soočil z samim sabo, z posledicam vseh svojih dejanj in nedejanj. Nekje noter v knjigi je prav napisano, naj bi videli vse dobre stvari, ki jih nikoli nismo naredili in vse tiste slabe stvari, katere smo naredili. In še posebej pomembno, to bi v nas prvič na neki kolektivnem nivoju mogli ozavestiti, kaj to pomeni za sočloveka. Se pravi, kako so moje negativna dejanja v tem svetu, kakšno nesrečo in zlo so povzročila sočloveku. In kako se to zlo širi potem po celem svetu in kaj sem naredil, da se to ne bi zgodilo.
In to soočenje ima seveda potem posledico to, da dejansko se človek potem lažje odloči, kako nadaljevati življenje po takšnem dogodku. Torej, vsak posameznik naj bi to doživel. Kako bo to vplivalo na nas? Ja, po pričevanju vsak naj bi doživel, naj bi ta izkušnja trajala, ne vem, nekje kratek čas, ampak dejansko bi doživeli to zelo intenzivno. Naj bi doživeli to zelo intenzivno, kar pomeni, da nekdo, ki absolutno zanemarja to duhovno komponento v svojem življenju, bi po pričevanjih lahko imel kar resne težave z soočanjem za samim sabo. Medtem ko nekdo, ki izkuša že zdaj Božjo ljubezen, ki je odprt Božji ljubezni, bo to doživel kot nek radosten trenutek, v bistvu kot neko potrditev poti, po kateri se je nekoč odločil hoditi. Torej, Bog bi naj vsakemu posamezniku, kolikor vas razumem, pokazal stanje njegove duše z njegovimi božjimi očmi. Kako on vidi nas, našo dušo? Ja. V kakšnem stanju je duhovnem? Ja, v resnici je, lahko tako rečemo, ne? Pomembno je pa, da mi ozavestimo, kaj počnemo. Ne? Se pravi, ker največje zlo, ki ga počne človek danes, je to, da je popolnoma nezavesten. Ne? Se pravi, da ne ozavestimo svojih dejanj. Se pravi, da se ne zavedamo, da to, kar počnemo, vpliva na vse nas. Se pravi, na ljudi, ki živijo okoli nas, na celotno okolico. Da pravzaprav ne vemo, kaj je greh? Absolutno. Da smo postali absolutno nekako apatični? Ja. In kaj je za vas greh? Zelo jasna stvar. Greh je vsaka odločitev, svobodna odločitev, s katero se odločim, da bom ignoriral Božjo voljo. To pomeni, Bog nam je dal merila za to, kar je greh tudi, ne? Po 10 zapovedih. Ja. Če se jih ne držimo, smo v nasprotju z njegovo voljo, ne? Tako, nekoč mi je pater Vili, jezuit, lepo razložil, kako razločevati duhove. Lovše, tako. Kako razločevati duhove. In v bistvu to mi je bila ena zelo pomembnih lekcij v življenju. Ne? Se pravi, vsak trenutek lahko spremljam, se pravi, poskušam samo ozavestiti, kako me ta hip Bog nagovarja. In velikokrat sem spoznal v življenju, kako v bistvu ravno lastna lenoba ali pa preračunljivost ali pa katerakoli od teh slabih lastnosti nagovarja, da naj to ne upoštevam. In vsak človek ima v sebi to moč. In mogoče ljudje včasih preveč pričakujemo, da se bojo nebesa odprla, da bodo se stegnila roka in nas bo Bog nagovoril, tako da bojo slišali vsi sosedje, pa še kdo. Mogoče Bog zelo na, rekel, tako elegantni način govori ves čas in nas nagovarja skozi misli. Samo mi moramo prisluhniti temu oziroma začeti to opazovati. In kmalu pridemo do tega, da se da zelo hitro videti, kolikokrat grešim. Ne? Pa mogoče, če je niče, nekoč rekel, Bog je mrtev, danes bi lahko ugotovila, ne? Mislim, da danes je bolj greh mrtev. Da je to trenutno še bolj akutno stanje tega sveta. Kaj prerokujejo in pričujejo vici in preroki v tej knjigi ob tem dogodku, opozorilu, kako ga bodo doživeli, denimo neki hudi grešniki? Saj, ko smo mislim, da že tudi omenila malo to, da dejansko hudi grešniki po pričevanju teh vicev bi utegnili imeti kar resne težave. Lahko tudi v bistvu nekdo ne bi prenesel te teže. Da ne bi preživel niti. Tako. Fizično. Fizično, se pravi, lahko se... Seveda, to se ne da z gotovostjo. Soočenje svoje duše bo prehudo, svojo temo, duhovno. Tako, ta tema je lahko za nekoga tudi pretežko breme. Lahko ga izda srce, na primer. Po drugi strani pa nekdo, ki pa upošteva Božjo voljo, se trudi po najboljših močeh upoštevati, pa bi po pričevanju pricev lahko imel,
mu pa ni treba se bati tega dogodka. Ne? In mogoče ta knjiga večkrat omeni noter, da ne se bati dogodka. Ne? Bolj pomembno je, da je opozorilo, da pove, da se to pripravlja, da je mogoče pred vrati in da je smiselno se nekako duhovno pripraviti na ta dogodek. S kakšnim namenom pravijo ti preroki, naj bi Bog poslal to opozorilo človeštvu? Seveda, v bistvu je ta dogodek že v osnovi neko predsoočenje s smrtjo. Ne? V bistvu opozorilo, če se bo zgodilo za času najnega življenja, ne, niti ni tako pomembno, ker noben človek se temu ne izogne, se pravi ob lastnem sodnem dnevu, ob svoji smrti. Nazadnje nišče ne ve, ali bo še jutri živo ali ne. Tako, in tudi zelo pomembno je, tako v tej knjigi, kot recimo Vitki Mirjani v Medžugorju, vedno prav ona večkrat poudarja, ne skrbeti za skrivnosti, ki so dane v Medžugorju, prav njej, ne skrbite, kdaj se bo to zgodilo. Ne? In mogoče tudi ta knjiga velikrat ne zdaj hoditi z njo po ulicah, poskrbeti, ali bo to ta hip, ni pomembno. Pa v nekem strahu, ne? Pa v strahu. Pomembno je, da smo mi vsak trenutek pripravljeni in smo hvaležni, tudi če jutri ne bom več dočakal, tudi če ne dočakam naslednjega dne, da danes živim tako, kot da je ta dan zadnji. Z vso odgovornostjo, ne, ki temu pritiče. Mislite, da bi lahko kmalu prišlo do tega? Ne vem. Ne bi se upal jaz to napovedovati. Ampak glede na duhovno stanje v svetu, da se verjetno vsak dan mnoge duše pogubijo lahko za večno, ne? Da gredo nepripravljene na drugi svet. Ne? Poglejte samo danes, če pogledamo starejše ljudi. Nedolgo nazaj sem obiskal dom za ostarele in mi je neka oskrbovanka, zelo verna gospa, se zaupala in potožila. Je rekla, skoraj nimam človeka, ki bi se lahko z njim pogovarjala. Tu so sami brezbožni ljudje. Sprej starejši ljudje, ki so pravzaprav, lahko bi rekli, na pragu smrti. Čeprav nišče tudi mlad ne ve tega, ne? Kdaj bo to. Ampak vendar, kaj to pomeni, da tudi človek, ko je že tako daleč prišel v svojem življenju, se ne zanima za Boga. Vse na zunaj tega ne kaže. Mogoče, ne vem, ampak... Bo zato prišlo opozorilo? Mogoče vas lahko jaz vprašam vas, ne? Ali mislite, da bi bilo koristno v tem času zdaj, da Bog poseže v našo zgodovino in nas tako predrami v tem? Jaz mislim, da. Ne? Mislim, da bi bilo koristno, zato, da bi se zbudili, duhovno zbudili. Tako, ne? Tako. In v bistvu rad bi poudaril to, da gre za Božje usmiljenje. To ni kazen, ta dogodek, to je usmiljenje. Ne? Se pravi, če kličemo Boga Oče in če ta Oče ima rad svoje otroke, kar jih nedvomno ima, potem mislim, da je zelo logično, da nas tu pa tam malo upozori, kot vsak dober starš. To je torej dogodek, ki bo veliko delo Božjega usmiljenja pravzaprav za vsako dušo, za vsakega človeka, ne? To opozorilo je delo Božjega usmiljenja, tako. Ja, sestra Faustina Kovalska, ki se nenehno pojavlja v tej knjigi, pač njena doživetja, tudi ona je dobila od Jezusa sporočilo, da preden bo prišel kot pravični sodnik, prihaja kot kralj usmiljenja. Ne? To je eno od citatov v knjigi. Ja, tako. In to so časi usmiljenja. Kolikor spremljamo Marijina sporočila iz Medžugorja, ona to nenehno poudarja. Ne? Absolutno. Da so to posebni časi milosti sedaj. Ne? Absolutno. Mogoče, če se referiram na začetek pogovora, ne? Ko sem rekel, da je eno od poglavitnih spoznavanj je to, da je trpljenje učenje. Ne? In tudi usmiljenje gre vedno, oziroma vse lekcije, ki jih dobimo, učne lekcije, katere so res lekcije, od katerih največ odnesemo, grejo skozi neko čiščenje, skozi neko kalvarijo osebno. Ne? Sej verjetno, če bi zdaj sedela na Havajih, pa imela, ne vem, vso hrano in sonce in toploto, je vprašanje, koliko res bi zdaj pogrešala še kaj. Ne?
nekaj časa, potem nam bi pa ratlo dolg čas, pa bi se spomnil. Se pravi, človek, ki je zavit v vato, ne more napredovati. Nikamor. Kaj pravijo ti preroki in vidci, pa tudi vi, kaj si mislite, kako naj se pripravimo na ta dogodek? Kako naj vsak človek, sedaj, ko še ima čas, reagira in stori, da ne bi potem bil ugodli, ne? Ja, absolutno. V knjigi je not napisano, pa ne vem, če bom znal čistočno našteti, ampak v bistvu na ta dogodek se ne da drugače pripraviti kot z molitvijo, postom, pokorščino, se pravi, da gremo k sveti spovedi redno, da obiskujemo sveto mašo, da v bistvu začnemo prebirati sveto pismo. Podobno kot 5 kamnov v Medžugorju. So v bistvu neke standardni napotke, kako se pripravljamo na to. Mogoče tukaj osebno bi dodal, da to, kar smo tudi že omenili, da je zelo pomembno, da probamo ozavestiti vsak trenutek čim večkrat v svojem vsakodnevniku, kaj počnemo, zakaj to počnemo in kako to vpliva na druge. Mogoče, glih, ko sem govoril o svoji poti, sem se velikokrat srečal z novodobnimi duhovnostmi in danes je prav poplava teh novodobnih duhovnosti. In mogoče bi tukaj pa želel izraziti to, da v bistvu kje sem sam spoznal, da to nekaj ni v redu s tem. Ker sem v pogovoru z ljudmi v procesu iskanja velikokrat prišel ravno do tega. Vsak je govoril o tem, koliko je že napredoval, koliko dela na sebi, kaj je dosegel vse. In potem sem sam takrat, kako sem gotovo, kaj sem dosegel, kam sem napredoval, kaj lahko jaz naredim. In v bistvu, kaj pa je tisto, kar najbolj prepriča v krščanstvu, kar druge ni, je pa odnos. In v odnosu se vse zgradi. In v odnosu jaz ne morem videti, koliko sem jaz napredoval. Jaz lahko vas vprašam, kaj ste opazili na meni, kakšno spremembo ste opazili. Se pravi, meni mora okolica prepoznati. In mogoče, če se zdaj v tem trenutku vrnemo na to gospo v domu za ostarele, ki ima to, bi mogoče bilo zelo spodbudna beseda, ravno to je tvoje poslanstvo, da si tukaj med brezbožniki in da tvoje to zaključek življenja kaže vso veselje in radost ob tem in to je to, kar te dela drugačnega in naj v tebi to opazijo in naj to nagovarja tudi njih, da imajo še tako rekoč par sekund, da to prepoznajo in da naredijo neko spremembo v življenju. Ja, prvi korak na poti spreobrnjenja, pravi Marija, kraljica miru v Medžugorju, je sveta spoved. Absolutno. Kako vi doživljate osebno sakrament svete spovedi? V bistvu to je en veliki dar usmiljenja. Ravno sveta spoved, ki nam je Jezus podaril. Se mi zdi, da je to tako pomembna zadeva v življenju, kot je dnevno prehranjevanje ali pa dnevna skrb za čistočo, za higieno. In mogoče je spoved glih ta duhovna higiena, ki je nujno potrebna, če hočem ohraniti svoje misli in dejanja na nekaj zdravih tirnicah. Redno obiskujete spovednico? Kolikor se da, ne vem. Po potrebi, kot čutite verjetno, ne? Ja, absolutno, čeprav včasih se pustim tudi prisiliti, predvsem pred prazniki. Ampak čez dalje bolj to ratuje res kot neka higiena, tako bom rekel, ker vidim, kako pomembno je, da se očistim vsake toliko časa. V knjigi so zbrana številna pričevanja več katoliških prerokov in prerokinj o opozorilu. Med njimi so sestra Faustina, ki sem jo že omenil, papež Pij IX, don Stefano Gobi, voditelj duhovniškega marijanskega gibanja, vidci iz Garabandala v Španiji in današnja argentinska mistikinja Luz de Maria de Bonilla. Pa potem tudi številni drugi pričevalci, ki so doživeli razsvetljenje svoje vesti. Katero od teh pričevanj se morda vas osebno najbolj dotika, vas najbolj nagovarja? Ja, tukaj sem si označil, če lahko preberem. Izvolite. V bistvu, pa to je čisto moj osebni nagovor, ki me je nagovoril najbolj. Ravno skozi to potrošništvo in to stanje duha današnje družbe. Ker sem večkrat opazil pri sebi,
še bolj se mi pa to pri svojih otrokih skristaliziralo, ne? Kako v bistvu velikrat sam ali pa oni imajo odnos do Boga kot do bankomata. Ne? Se pravi, ko rabim ja, tako. Nekaj rabim, zdaj bom malo zmolil, pa bom prosil, da se nekaj zgodi, kar sem se jaz zamislil. Ne? In v bistvu zelo me je nagovoril ta odstavek, ne? Se pravi, pričevanje Alana Amesa o dogodku, gre tako, ne? Ko se med molitvijo osredotočiš nase, odrineš Boga. Ko je Bog na drugem mestu, ti pa na prvem, se začne srce zapirati Bogu. Njegovo smiljenje pa te nič več ne napolnjuje. Ko pa se med molitvijo osredotočiš na Boga, ne nase, in na svet okoli sebe, se ti odpre duša. Bog pa te napolni s svojim usmiljenjem. Med molitvijo, to je pogovor z Bogom, ne? Tako, ampak ne v meni. Ne? Se pravi, mora biti moja kontemplacija o Bogu. Ne? In o Božjem, če se lahko to izrazim. Ne? Tako sem jaz to razumel. Je sploh mogoče moliti, biti uspešen v molitvi, če ne pokažeš vere, da tisti, kateremu govoriš, s katerim govoriš, je res tukaj, da te posluša, ja. Da je živ? Mislim, da ne. Mislim, da je celo nemogoče moliti brez posredovanja Svetega Duha. Ne? Nekdo je rekel, se ne molimo mi, se moli Sveti Duh skozi nas. Ne? Faustina je doživela razsvetljenje vesti in je zapisala: nisem vedela, da je treba dajati odgovor celo za tako majhne sence. Kaj si mislite, da je Bog tako pedanten? Zakaj je to napisala? Bo Bog tako zelo natančen, kar se tega tiče, do nas? Pa se mi zdi, da je to spet, noter je zelo lepo razloženo v eni drugi priliki. Ko Bog razodene, mogoče v šoli smo se učili, že v osnovni šoli, ne, ta efekt, metuljev efekt, ne, ko nekje metulj zamahne s krili in to povzroči na drugem koncu planeta vihar, ne, ta teorija kaosa. Ne, in tukaj v knjigi noter je lepo predstavljeno enem od vicev, ne, ko ga je Bog vodil skozi proces se pravi razsvetlitve vesti, kako v bistvu je navidezno nepomemben njegov greh, kako povzroči eno pot, eno verigo razmnožitve tega greha in kako povzroči to eno neskončno verigo zla v svetu. Ne? In to zavedanje je pripeljalo avtorja skoraj do zloma. Ne? Do zloma. Se pravi, se je takrat soočil z izredno bolečino, ne? Ko je dojel, ne, kako je ta neka malenkostna jeza na sočloveka v zaprti sobi potem povzročila tako veliko gorje na koncu te verige. Ne? In to, kar je navedla sveta Faustina Kovalska, je ravno, me nagovarja v tem kontekstu. Ne? Se pravi, da ja, pomembno je tudi to, se pravi, mi gremo vedno globje v dojemanju lastnega delovanja. In globje, ko gremo, bolj ratuje vse pomembno. Ne? Noben pa ni rekel, da je to enostavno. Ne? Danes smo priče temu, da pravzaprav človek je tako malo kultiviran. Ali pa sploh ne. Pred kratkim sem šel na sprehod v naravi ob glavni cesti. Mislim, da bi lahko eno veliko vrečo vzel s seboj, da bi pobral vse pločevinke in steklene flaše, papirja, vsega mogočega. In to na njivi, kjer kmet orje, denimo, kjer bo rasla pšenice, kjer bo ne vem kaj. Ne? Nimamo občutka za to, da smo dolžni skrbeti tudi za čisto naravo. Ne? Spomnim se, nekje sem prebral, kako je nekdo odvrgal bananin olupek nekje na pločniku. In ko se je srečal z Bogom, mu je Bog pokazal, kaj je storil ta njegov greh. Da je potem prišla neka oseba, ki ni videla tega olupka, se je spodrsnilo, si je zlomila nogo
in kakšne težave so se potem dogajale v njeni družini zaradi tega. Ne? Se pravi, Bog nam bo pokazal pravzaprav posledice vsakega našega greha. Ne le greh, ampak tudi posledice, kaj smo povzročili s tem. Ne? Tako, točno to je. Zato bo verjetno za vsakega od nas to nelahko soočenje svoje dušo z Božjimi očmi, razen, če bomo dobro pripravljeni. Se pravi, da smo redno opravljali sveto spoved, delali pokoro, k čemur smo pozvani redno, tudi postu, redni molitvi, branju svetega pisma, kot pravite vi, vsak dan, in kolikor se da, da se angažiramo res srcem za vsakodnevno življenje po Božji besedi. Ne? Absolutno. Sedaj pravijo, da smo v poslednjih časih. Kako vi razumete to našo dobo, te poslednje čase, za katere sva že rekla, da je prisotno Božje usmiljenje in da bo za tem obdobjem zagotovo nastopilo obdobje Božje pravičnosti? Vse tako razumemo iz sporočila Jezusa sestri Faustini Kovalski, denimo, ne? Absolutno. Zdaj, sam se ne bi drznil spet napovedovati, kot smo že enkrat omenili prej, ampak absolutno je pa to je pa absolutno logično. Se pravi, vedno, kar seješ, to žanješ. In vedno, se pravi, to, kar počnemo, če se referiramo tudi do narave, vidimo, da smo v obdobju klimatskih sprememb. Zdaj tukaj so debate, ali je to povzročil človek, ali so to naravni cikli, kar je v bistvu nepomembno, ampak vidimo, da se spreminja. Jasno je, da imamo nek mačehovski odnos, ali pa se obnašamo res kot neki tujci, ki smo prileteli in bomo odleteli do planeta. Ne? In seveda bo to imelo neke posledice, ne? Kar izkusimo. Ne nazadnje lani v Sloveniji smo videli eno od takšnih posledic, ki so bile res katastrofalne. Ne? Ampak lahko tukaj gremo tudi čisto osebno razodetje, ne razodetje, ampak osebne izkušnje. Se pravi, vsak čas doživi nek konec. Ne? In tudi današnja civilizacija vidimo, da je čezdalje večje vojn, čezdalje večje nestrpnosti, čezdalje večje občutka za sočloveka, čezdalje manj je tega občutka, čezdalje manj je neke iskrenosti med ljudmi, poslovni odnosi so pripeljani dobesedno že v bojno polje. In vse to je vprašanje, ali lahko še gre naprej. Mislim, dokot lahko gre še to naprej, ne? Kje je tista točka preloma. Ne? In mislim, da tudi, da se definitivno spreminjajo časi in smo na pragu nekih drugih časov, drugačnih časov. Ne? Tako da bomo videli. Kako doživljate in kaj si mislite o teh velikih katastrofah, ki jih danes doživlja človeštvo, ki se pred tolikimi desetletji niso dogajale? Ne? Ja. Pa smo jim danes priče, glede na to, da pri Bogu ni naključij, da on vse to dopušča. Kaj naj bi to pomenilo za današnjega človeka in človeštvo? Jaz mislim, da ne glede na to, ali se te katastrofe dogajajo ali ne. Mislim, da se moramo pripravljati na to, kot da bo opozorilo jutri. Moje osebno mnenje, ker ne nazadnje tudi Jezus opozoril. Se pravi, katastrofe so se že dogajale, tako Babilon, Sodoma in Gomora, in se pravi, skozi vso staro zavezo. In je rekel, ni nujno, da je zdaj ravno ta katastrofa naznanilo jutrišnjega končne sodbe, ne? Ampak zdi se pa, občutek pa je, da smo v bistvu mogoče z tem svojim pretiravanjem v vsaki stvari, z tem preobiljem, v katerem živi predvsem zahodni svet, mogoče šli že res predaleč. Ne? In da tukaj skoraj ni rešitve za človeštvo, če Bog ne poseže vmes. Ne? Če nekaj nadnaravnega ne poseže in nas ne ustavi v tem objestnem življenju, ki ga živimo. Da bi uspeli, smo ljudje običajno pripravljeni se na vse dobro pripravljati, ne? Kdo pa se resno danes pripravlja na svojo smrt? Pa ne vemo, morda je pred vrati. Ja, ne vem. Ne znam vam na to odgovoriti. Mogoče je izkušnja, ko je stara mama umrla,
sem bil zelo pozoren na to, ne, v bistvu, kako tudi smrt izrinemo iz svoje okoliščin, ne, iz svojih življenj. Ne. Ker vem, da včasih se spomnim, ko sem bil otrok, ko je pokojnik umrl, ne, se je 3 dni zbiralo okoli njega, je ležal doma, se je družina zbrala, se je molila okoli njega. Ne. Mislim, da je trajalo 3 dni, ne, in potem je bil pokop. Ne. In da ko stara mama umrla, so prišli sosedi in še preden so zmolili rožen venc do konca, je že prišla pogrebna služba in odpeljala. Ne. Nekaj ni v redu, ne, z nami. Se zdi, smrt je tabu, je nekaj nezaželjenega. Ne. Je nekaj, kar hočemo odriniti daleč stran, pri čem zatiskamo oči, ni več del realnosti tega življenja. Ne. In to je ta utujenost, o kateri govorimo, v kateri se je družba znašla. Ne. Tudi ta odnos do smrti. Ne. Tukaj bi se lahko dotaknili tudi tematike, ne, te problematike povezane z evtanazijo in tako, ne. Kam to pelje. Ne. Tako da bomo videli. Cerkev od vernika ne terja privolitve v zvezi z zasebnimi razodetji, četudi je mnoga od njih tudi uradno priznala. Kaj si mislite? Velja kljub temu verovati vanje? Saj vemo, da je Bog živ, da govori. Kako bi vsak od nas odreagiral enkrat v prihodnosti, si mislim, ko se bo soočil z Bogom iz oči v oči in bo mu Bog rekel: želel sem ti pomagati, zakaj nisi poslušal? Upam, da mi bo za čim manj stvari to rekel. Iskreno upam. Ampak on posega danes, ker je živ in nam želi pomagati. Vidimo v Medžugorju, da nima, ne? Sej to je eno namenov, zakaj je ta knjiga išla in zakaj bi želeli ljudi nagovoriti, zakaj bi želeli čim večjim ljudem povedati. Lejte, obstaja mogoče še neka druga realnost v naših življenjih. Probimo prisluhniti tudi drugim ljudem okoli nas, ki imajo ta razodetja. Prisluhnimo in probimo vsaj delček tega ozavestiti, kako živimo, pa bo vsem lepše. Ne? Pater Jože Roblek, doktor Roblek, jezuitski pater, je napisal predgovor oziroma neko svoje mnenje o tej vsebini, o tej knjigi. Zelo zanimivo piše, med drugim: prepričan sem, da bo ta knjiga mnogim pomagala k razsvetljenju zavesti in vesti, k spreobrnjenju. Za vse veljajo Pavlove besede Solunčanom: vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat. Saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme, zato nikakor ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Mi pripadamo dnevu. In tako naprej. Pater Roblek je moj duhovni spremljevalec. Še iz čas, spoznal sem ga na duhovnih vajah pri Patru Viliju, kjer nas je tako zavzeto vodil vsako jutro na Ljubljanski grad in me je navdušil z svojim duhovnim bogatstvom. Hvala vam pa zdaj, da ste prebrali njegov citat, ker bi rad še eno zadevo povedal, na kaj sem se spomnil, pa sem skoraj pozabil, povezano s to knjigo. Ravno to sem poslal, seveda, kakorkoli smo mi posegali v knjigo, in edini poseg je bil, da smo dali neko slovensko spremno besedo, smo mogli poslati avtorici v potrditev. Ne? In je bila zelo hvaležna za to. Prevedel sem jo v angleščini in v bistvu rekla, kakšna milost je, da lahko govorimo tudi s človekom, ki je sam izkusil osebno razsvetljenje vesti. Pa me je to ravno zdaj spomnilo še na drugo stvar, kar je pa zelo pomembno. V bistvu avtorica, ko sem jo prvič kontaktiral, moram priznati, da jaz nisem nikoli prej slišal za Magdaleno Gornik. Nikoli prej. In najbolj neverjetna stvar je to, da mi je avtorica poslala video v angleški o Magdaleni Gornik in rekla, ja, iz Amerike, in mi je poslala: poglej, kakšna svetica je živela v Sloveniji, v tvoji bližini. Ne, in sem takoj začel raziskovati. In potem sem s Patrom Roblekom obiskala tako grob njen, kot je bila pri gospodu Župniku, zdaj sem pa pod sabo kraj pod goro.
spodaj. Sodrežica. Sodrežica, tako, pri župniku v Sodrežici smo bila in v bistvu lahko rečem, da je Magdalena Gornik zavetnica te knjige, se pravi priprošnjica za to knjigo. Prosimo jo, da nam pomaga, da bo ta knjiga dosegla čim več slovenskih duš. Prav tako pa moram povedati, da sem šel prositi tudi škofa Sajeta v škofijo, ker je to pač moja škofija, za blagoslov, tako knjige kot same založbe, ki ima poslanstvo pač. In ste dobili blagoslov? Da. Ni mogel napisati predgovor ali pa sprednje besede, ker če škof to napiše, mora biti knjiga absolutno preverjena v Vatikanu, se pravi skozi vsa sita in rešeta mora iti, tako da smo se dogovorili, da bo popolnoma dovolj blagoslovja. No, mi smo vam zelo hvaležni, vse tisti, ki smo knjigo že prebrali ali pa pogledali, za to res izjemno pomembno vsebino za te naše čase. Pravzaprav vsi, ki so nekako predgovor napisali, namigujejo na to, da je to izjemno pomembna vsebina in da bi jo moral danes prebrati in poznati vsak človek. Najprej vsak vernik, potem pa tudi vsak drug človek, ne? Tudi neverni. Ja, seveda si to želimo za vse ljudi, ne? Je pa treba tudi spoštovati Božji načrt, da smo svobodna bitja in da se vsak svobodno odloča. Se mi zdi, da ne smemo pretirano posegati v ljudi, ki zavračajo. Tako da naredimo vse, kar je v naši moči, da pomagamo vsem, seveda mora se pa vsak na koncu sam odločiti, ali bo nekaj sprejel ali ne. Kje lahko naše gledalke, gledalci pridejo do te knjige? Najlažje je napisati na internetu efeta.si, se pravi efata.si, kjer je samo en gumb in pride takoj na naročilo. Drugače pa tudi mislim, da so po vseh bolje založenih knjigarnah po Sloveniji. Efata. Efata, ja. Je tudi na koncu spodaj napisano efata.si. Pa tudi, če v Google pišemo le opozorilo, bo verjetno pokazalo tudi to knjigo. Upajmo. Med drugimi stvarmi. Upajmo. Pa lahko rečem, da tudi Efata najdejo na Facebooku, kjer je pa tudi povezava na spletno stran. Tako da probam tudi preko socialnih mrež nagovarjati. Tudi na Facebooku bomo v prihodnosti delali še več zanimivih vsebin, ki nas nagovarjajo ob dnevnem brskanju spletnih vsebin. Gospod Tomi Horvat, hvala, ker ste bili naš gost, da ste nam prišli predstaviti to vsebino, to knjigo, ki je res gotovo zelo pomembna za ta naš čas. Želim vam še naprej uspešne projekte pri vašem medijskem ustvarjanju, pri trudu pravzaprav posredovati ljudem tisto, kar bi bilo danes res za njih najbolj koristno. Obenem pa vam voščim tudi veselo veliko noč. Hvala vam za vabilo, hvala vam za to, da ste nam dali priložnost, da probamo na ta način posredovati novico, da se da knjigo dobiti, da se da prebrati. Smo neizmerno hvaležni, če lahko rečem, za to priložnost. Absolutno pa tudi vam in vsem vašim na televiziji blagoslovljene praznike in veselo noč. Hvala lepa. Takole, dragi gledalke in gledalci, za konec pa besede Vitkinje Jacinte iz Garabandala. Opozorilo se bo pojavilo zato, da bi se približali Bogu in poglobili svojo vero. Zato se pripravljajmo nanj, a ga ne čakajmo v strahu. Bog ne pošilja stvari zaradi strahu, ampak s pravičnostjo in ljubeznijo. To počne v dobro vseh svojih otrok, da bi lahko uživali večno srečo in da se ne bi pogubili.